prav. Tretji predizbor, prvi band, Captain's Morgan's Revenge. Captain Morgan, spet je narobe rekel. Marija, vedno nekaj narobe reče, ne? Kitariste imate na berglah, danes ste pa cool, hard rockovci. Kako to špilate? Po vseh teh letih, ko je hard rock, mogoče še mesec mrvi, pa še kaj hard rock. Hard rock. Je sloven, zakaj si Severino začel poslušati? Če pa posod, ne? Ne, pa če ne špilate eno tako zvrst, ki je redko kdo špila še, no. Pa še to pali, imate poslušalce, imate občinstva, kamorkoli špilate? Ja, dejansko mislim, da leto se pa res ne damo pretežati, kar se koncertov tiče. Mislim, dokler je mrzlo pivo, okoli je tudi folk, no, tako da ni neke krize še zaenkrat pri nas, no. Dokler je pivo hladno, pa je folk še zmer za rock'n'roll, pride na koncert in se imamo fajn. To bo tudi vse. Če bi vi bili zbrani, ne, torej da bi zmagali na Široko, kaj mislite na Piončki, kak je bil odziv ljudi? Ja, čisto odvisno, ne, pač metal je mogoče tako tudi nek kompleks, bi rekel, in zdaj pač nekaterim odgovarja, nekaterim ne, no. Jaz bi rekel, da hod dosti norih ljudi ven. Dosti norih ljudi hod ven, vsem pač z našo muziko probamo vseeno vzdržati neko melodičnost pa to, da ni pač samo razbijanje. Dosti norih ljudi. Ja, no, tako da najbrž bi kaj bilo odzivano. Jaz sem videl svojo žensko, ki se je malo zapirala v šesa, pa sem jih hotel res reči sorry, lej, ampak tako je nanesel. Tako je nanesel. Od lanskega finala do danes Infected ste zbrali kar nekaj okužencev, ko jim radi sami rečete. Kako se razvijate kot band, kamor je vaša glasbena zgodba? Naša glasbena zgodba, pač probamo čim bolj na novo ustvarjati, pokazati nekaj novega, pač nasploh, odkrivati neke nove žanre, potem tudi narediti nekaj čisto svojo zvrst, ki še do zdaj pač je ne igra dosti bandov v Sloveniji in pač probati biti inovativni, to mislim, da je glavno, kar šteje dan danes pri bandih. Krasno. Če pridete do finala in zmagate, kaj bi pokazali na Lampiončkih? Ja, vse, ne? Energijo, našo energijo, naše nove komade, po možnosti tudi kakšni videospot. A videospot, ja. No, drugače na Ptuju imate dosti špilo, pa tudi po Mariboru. Kam greste naprej? Ja, v bistvu kamkoli nas bo pot vodila, ne? Mi smo pač odprti za vse špile, tako da se že veselimo prihajajočih. Hvala. Pozdravljeni tukaj. Na odru sem vas videl, da imate super energijo. Je to pač neki naravni proces, do katerega ste prišli, ko špilate? Kak je s tem? Pač neka taka energija, ko so imeli dobri bendi včasih, no? A ja, ne, pač doma smo se vse zmenili, kako bomo zgledali. Ne se hecam, ja, naravno, ja. Ne, ampak res, odkot ta energija, pač kakšen požirka pa dva? Ne, ja nič, mislim, samo sent je, kaj tak nobenega ne poznaš in pač, mislim, jaz nisem imel nobene treme, kakor sem imel na prejšnjih špilih, tako da pač. V bistvu ste že kar mladi, pa špijate kar tak resno muziko, kak to, no? Mislim, kak se taki mladiči tako resno lahko lotijo tega? Ne vem, nekako sam napišemo pač to, kar imaš v glavi in pa pride neka muzika ven in pač pri nas je to naša muzika. Nekako nismo toliko resni, no, kakor ne bi bili, ampak take. Z mano so Parlamentatek, ki se jih v bistvu vsako leto veselimo, ko pridejo. Imam pa eno resno vprašanje za vas. Na najdaljšem komadu na plati, na Lorelaj, ne? Če bi vas mama slišala, da poje, pač vaš pevec, ne? Odreži si Jožka, kaj mama rekla? Mama to sliši vsak teden. In kaj reče mama? Ne vem, nasploh je album všeč, no. Ja? Nima nekih zadržkov. Naslednje vprašanje, zakaj so punkerski komadi tako kratki? Imate dva dolga komada, pa so vsi po 2 minuti. Zakaj so tako kratki? Zato, ker so hitri in rataš utrujen, človek rata utrujen in zato mora biti kratek. Poleg tega, da ni toliko zanimivo, če je dolg, ker je ponavljajoč se. In še zadnje vprašanje, kaj se skriva v tej škatli, kaj predstavlja in zakaj so v bistvu danes tukaj? Ja, lahko kar sami pogledate. Stopite bliže. In niso mizuno čevlji.
To je seveda naš albumski prvenec z naslovom Etični kodeks spoštovanja slovenske kulture, običajev in načina življenja. Ja. In mi smo v bistvu predstavljali ta album, zaigrali smo vse komade, ki so gor. Vso srečo, odlični ste bili, vsako leto vas je pa res super slišati. Hvala. Captain Morgan's Revenge. Vreme se je napravilo. Evo, in zdaj bom prvič prav povedal Captain Morgan's Revenge. Bravo! Točno enkrat! Hvala. Okay. Kakšni so prvi občutki? Kakšni so občutki? Cool, no, kaj? Čisto skolirani, to jih ne gane. Finale, boste isti, boste drugačni, kakšni boste? Mogoče bo preoblekel. Ja, jaz se bom preoblekel, mogoče imel kakšen kilogram več, mogoče kakšen kilogram manj, to je to. A pa s hlačami manj tako na odru prej, ne? Ja, ne, v gatah obvezno, v gatah. Kaj pa če bili kar vsi v gatah? Je bila ideja taka, sem... On se ne more slediti zaradi gipsa. Gips bo fertik že do finala? Ne. Bo pa... Ne, je kar orenk. Kaj pa če imam kar tangice preko hlač, pa je to? Za tangice sem jaz zadolžen. Za tangice sem jaz zadolžen. On je za vse spodno prijelo, v bistvu. Ja. On ima bolj one baby bodyje. Torej imaš v bistvu bendu kar pomembno vlogo, ne? Absolutno, mislim, kdo si sploh šel pa tangice nositi, ne? Ja. To je v bistvu kar nek breakthrough v bistvu v našem bendu. Poleg glasbe, ne, seveda. Samo, kaj so tigraste tangice, zebraste tangice? V bistvu sam motiv ni pomemben je material, ne. Zdaj, če je tu kakšen savtski kašmer, pa tu je tu kar super v bistvu. Drugač drugo me pa žul, pa peče, pa polno rdečo. Ne, se vem. Torej, vidimo se 9. maja še z njimi in to je to. Evo.